Ja, ljudje v življenju doživimo marsikaj, tako lepe kot manj lepe temačne trenutke. Dogodke, ki nas pretresejo, lahko tudi spreobrnemo v navdih, recimo zase in pa tudi za druge. V naslednjem pogovoru bomo spoznali eno takšnih zgodbo Dareta Vidica, ki se je po udaru strele in izgubi najbližjih podal na pot iskanja odrešitve. In pri tem mu je pomagala Biba Jamnik Vidic, pisateljica knjige Strela z Jasnega. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj, gospod Vidic, nekako lahko rečemo, da so vaše življenje zaznamovali 4 dogodki. 3 od tega vam niso pustili spati. In to je bil občutek krivde. Kako je živeti s tem? Ta občutek krivde preživelega je zelo težko opisati, zato bi rad tukaj prebral odstavek, ki lepo razloži, kaj v bistvu pomeni ta občutek krivde preživelega. To gre za občutke, ki so del posttraumatske stresne motnje. Psihoterapevti to zelo dobro poznajo, tako pravijo. Do hudih občutkov krivde pride zlasti takrat, ko je oseba nek dogodek preživela, drug pa ni. Če tudi ni zakrivila ničesar in je pa preveč nemočna, da bi lahko karkoli ukrenila. Če tak človek ne dobi ustrezne strokovne pomoči, lahko ti občutki vztrajajo še dolga leta. Prvi dogodek se je zgodil, ko ste bili stari 13 let. Skupino pohodnikov ste odšli na Triglav in potem, ko ste se vračali z Triglava, je v vas udarila strela in 4 pohodniki od skupine, seveda vaši prijatelji, znanci, so umrli. Se spomnite tistega trenutka udara strele? Ta trenutek, časovnica, spomin je zelo luknjičast, lahko rečem, ker ta udar strele je bil v trenutku in posebnih spominov nimam. To je ravno tako, kot bi nekdo ta čas, ki si ga zapomniš, zelo skrajšal. V bistvu jaz se spominjam samo kratkih flešov, kako sem se prebudil, premrzel med skalami in ko sem zagledal prijatelje. To je bil pogled, ki ga ne želim. Zelo težko o njemu govorim, ampak v bistvu sem pa spregovoril v knjigi o tem. In sem zelo vesel. Gospa Biba, vi, ko ste pisali to knjigo, verjetno tudi vam ni bilo najlažje, ko je Dare podoživljal te stvari. Med drugim je dejal tudi, da je nekako lebdel v tistem trenutku in gledal svoje telo. Ja, jaz bom rekla, da knjigo je bilo težko pisati predvsem zaradi tega, ker Dare je človek, ki se v bistvu, ko sva se mi ga spoznala, on je zelo malo o sebi govoril. In potem, ko pa se ti partner začne tako zelo odpirati, se pravi tudi stvari, ki jih verjetno nikomur ni prej povedal, je to v bistvu pač skoncentrirano in je težko. Zdaj tudi, jaz kot novinarka, ko delaš pač neke intervjuje, ti lahko sočustvuješ s tem intervjujancem, ampak še vedno greš potem ti v svoje življenje. Tukaj pa to prepleteno in zaradi tega je bilo težko. In tudi, ko sva delala, sva recimo, jaz sem čisto klasično novinarsko snemala in to je bilo potem pol ure, 40 minut, pa par dni pauze, da se je to nekako usedelo. In dejansko se je potem, zdaj, ko nazaj gledam, iz tega pravzaprav rodila neka vrste terapija. Ker najprej je bilo samo zapis, potem se je pa začelo dogajati tako meni kot njemu. Zdaj pa vidva, ko je knjiga ven prišla, da pravzaprav se še vedno stvari nadaljujejo in da knjiga je terapevtska tudi za druge, tudi za bralce. Če se vrtimo še malo čas nazaj, ko ste bili stari 13 let, praktično ste bili otrok, ko ste odšli na Triglav. Bi rekli, da vam je ta dogodek vzel otroštvo, kajti po vrnitvi seveda domov se o tem ni govorilo, tudi starši recimo teh umrlih prijateljev nekako pač niso tega nagovarjali, tudi vi ste jim težko pogledali v oči, čeprav praktično niste bili nič krivi. Ja, praktično
Na goro sem odšel otrok, nazaj sem se vrnil odrasel, ampak v bistvu za eno res neopisljivo bolečino. Šele tudi v začetku sem spregovoril občutku krivde preživelega. Enostavno to ne gre, otrok tega ne more razumeti. In bi rad povedal, ko smo se vrnili v Kredarico z Nado, takoj po nesreči, 20 minut mogoče, smo sedeli pri vratih, gledali proti Triglavu, kraju nesreče, nič nam ni bilo jasno. In Nada je vse skozi jokala in govorila, zakaj nisem jaz gor ostala. V bistvu ta občutek je neopisljiv, ga ne moreš, to je samo ona, ampak v bistvu isti občutek sem tudi jaz imel. Zdaj, strah, ne strah, ampak občutek krivde preživelega v vas še vedno nekako tli, ste rekli prej, ampak strah pred strelami pa ste premagali prav po otroško, lahko rečemo. A je bilo to takrat iz obupa? Dajte nam opisati ta dogodek. Ja, zanimivo, ta strah, ki me je spremljal celo leto, pač te nevihte strele te vrnejo na čas malega Triglava, kako gleda smrti v oči. In ta tesnoba me je nekako spravila v en občutek notranje moči, kaj lahko naredim. In v poletnem času sem sam od sebe uspel in se odločil, da grem na naše polje v Kozolcu čakati nevihto. V bistvu čakati strelo, kaj to je. In kot mlad fantič sem vedel, da te nevihte iz smeri Tržiča pridejo, ne pride pa najhujši naliv na Dobravo v domačo vas in strele se vstavijo pred Savo. In dobesedno ta nevihta, ki je privršala, sicer ti udaljeni bliski so bili, začele so padati debele kaplje, ampak še 2-3 udaljeni udari in ko se je iz strešnikov pocedila deževanca, toplo sem stopil pod deževanco in kot da sem jo v rokah in sem se po obrazu umil, nevihta je ponehala, jaz sem odšel domov, nisem nobenemu rekel ne besede, nič, ampak od takrat me ni bilo več strah. In kot otrok sem se naučil, da lahko začnem premikati te bolečine v sebi. In nemalokrat ste morali to potem storiti tudi v nadaljevanju življenja, pokopali ste prvega otroka, pokopali ste prvo ženo, ampak vendarle, danes ste tukaj, kjer ste, rekli ste terapija. Kje je gospod Dare danes? Ja, jaz recimo, ko sva se midva spoznala, je on v sebi zelo, zelo malo govoril, tako da jaz sem pravzaprav najprej samo to zvedla, da je vdovca. Videla sem pa zelo hitro, da iz njegovih oči, poleg tega, da je bila ena taka dobra energija, je pa sijala huda žalost. In Dare se recimo ni odprl, on v bistvu vseb ni govoril. Povedal je, da je vdovc in to je bilo vse. In potem počas, da je v bistvu se začel odpirati, tako da je kar precej časa trajalo, da sem jaz sploh zvedla, kaj se je njemu vse v življenju zgodilo. On je bil dejansko navajen, da je probleme zaprl, v bistvu o tem ni govoril in življenje je teklo dalje. In tako da pol pa, kaj jaz vem, jaz sem pa tudi sama človek, verjamem, da je treba stvari sčistiti, govoriti o teh stvarih, pa verjetno sem ga jaz tudi malo suvala v ritel, kako se temu reče po domače, in se je potem začel dejansko potem to odpirati. Kakšni so danes občutki, ko govorite o teh vaših zgodbah javno, po knjigi? Danes imate veliko intervjujev, tudi dokumentarni film si bomo lahko ogledali. Ja, no, ti moji občutki
so zdaj neopisljivi. Lahko rečem, končno imam v sebi določen mir, zadovoljstvo. Ko pogledam nazaj na vse skupaj in na to najino knjigo, sem zadovoljen, ker ta knjiga je v bistvu poklon Triglavanom, mojim dobravcem, in škoda se mi je zdelo, da po snemanju, ker snemanje je bil po eni strani moje očiščevanje, moj kamino, kakorkoli. Tam sem začel predelovati nepredelano po 50 letih, to je 50 letij. Zdi se skoraj nemogoče, ampak film mi je dal notranjo moč in po snemanju je tudi nastala ta knjiga in sedaj govorim z eno velikim notranjem zadovoljstvom in tudi spoštovanjem do dobravcev. Da ostane ta knjiga, te slike, material trajen. Jaz bi mogoče tukaj samo to dodala, da film v bistvu govori zgolj o nesreči. In v knjigi je Dare odprl še 2 hudi travmi, pa na mojo željo sva v bistvu štartala z otroštva, ravno zato, da, ne vem, da bralci lahko vidijo, kako v bistvu se je njegovo življenje pri 13 dejansko presekalo in kako drugačno življenje bi verjetno imel, če pri 13 ne bi doživel te nesreče. Tako da te 2 drugi hudi travmi je sicer Dare malček odstrl v knjigi, ampak to bo sam povedal, to je pa še nova zgodba. Hvala lepa, ker ste to zgodbo delili z nami. Komaj čakamo dokumentarni film, lepe praznike in pa vse dobro. Hvala tudi vam. Hvala, ker ste delili to zgodbo z nami. Hvala.